Prav lepo pozdravljeni v oddaji Gost tedna. V tokratni oddaji bomo govorili o založbi Primus. Z nami v studiu je Mirela Smajić-Zuber. Dobrodošli v našem studiu. Hvala lepa. Ni prvič, ne? Ne, drugič. Se dobro počutite v naših koncih? Ja, zelo sproščeno, zelo lepo. Je pa bilo danes kar precej vroče, ne? Ja, je, to pa res. To pa res, ne? Sem prišla. Ja, že kar nekaj let se mi zdi, da sodelujemo z založbo Primus. Nekaj smo že v eni prejšnjih oddaj povedali o tej založbi, pa je mogoče prav, da jo našim gledalcem malce bolj na široko predstavite. Sedež imate v Brežicah, v Brežicah, tako. Naša založba je zdaj, lansko leto smo praznovali 10. obletnico, tako da smo že kar nekaj časa in moram reči, da nam zelo dobro gre, ker vse to, kar v bistvu izdajamo, nekako zelo stojimo za tem in tudi v bistvu promoviramo, se udeležujemo raznih dogodkov tudi na televizijah in po knjigarnah in v knjižnicah. No, to je se kar zastrigal z ušesi, ste rekli, da nam dobro gre. Ja. Zdaj smo kar nekako navajeni, vsi nekaj jamrajo, ne, da jim ne gre dobro, ne, in je prav lepo slišati, nam dobro gre. Ja, res nam dobro gre, ker smo z dušo in srcem pri tem, kar počnemo in dejansko, ko na tak način deluješ, potem stvari se same po sebi posložijo in potem se stvari razvijajo naprej. Ne? Smo pa založba, ki v bistvu ima zelo določeno produkcijo knjig in predvsem so to knjige z področja duhovnosti, osebne rasti, ezoterike. Čeprav smo zadnje mogoče letu odprli vrata tudi slovenskim avtorjem z področja leposlovja, kajti ogromno enih prošenj smo dobili strani Slovencev, ki zelo radi pišejo in bi radi prišli do enega kvalitetnega knjižnega izdelka, a ne do knjige, in so se obračali na nas za pomoč in potem smo rekli, ok, sicer res se ukvarjamo z duhovnostjo in želimo pač pomagati ljudem, da pač osebno rastejo, ampak v končni fazi tudi leposlovje je zelo pomemben v konceptu branja, kajti razvija domišljijo in deluje pač na čisto drugi ravni in smo pač odprli vrata in zdaj v bistvu že kar precej knjig nastalo in smo ugotovili, da ogromno ljudi v Sloveniji zelo dobro piše in da je v bistvu škoda, da ne bi to podprli, ta projekt. Mogoče bo kdaj na tem stolu sedel, ne Mirela, ampak tudi kdo od avtorjev, kaj ne? Ja, jaz se zelo veselim in zelo priporočam, da povabite koga od naših avtorjev, kajti ta navdih, ki ga oni imajo in ki ga prenašajo, v bistvu lahko marsikoga preseneti na pozitiven način. Kako ste vi padli v to založbo? Ste nekako rasli z njo? Ste prišli potem, ko je že delovala? Ste prej delali tudi kje v založništvu? Ja, jaz sem že v bistvu, tako najprej bom rekla, da sem v bistvu zelo lojalna knjigam že od otroštva. In potem se ta moja življenjska pot se vedno prepletala s knjigami. Dolga leta sem bila v Mladinski knjigi kot vodja knjigarne v Ljubljani, vodja Sveta knjige. Potem sem pa, ne vem, 4-5 let nazaj prišla v založbo Primus in moram reči, da se mi je takrat dejansko zgodil ta prelomni trenutek, ko lahko rečem, da sem zrasla, da sem se razvila na način, da si dovolim izpostaviti in v bistvu javno tudi govoriti o tem, kaj mi izdajamo, kaj to pomeni, torej promovirati z vsem srcem, to v bistvu čemur posvečamo energijo. No, prej ste dejali, da ste delali tudi v knjigarni pri Svetu knjige. Tako. Pa je že takrat v tistem vašem obdobju šlo pri prodaji za več prodanih izvodov knjig, vem, kuharske so se vedno dobro prodajale, pa te iz duhovne plati? Takrat, ko sem bila v Mladinski knjigi, je v bistvu itak glavni koncept Mladinske knjige pač leposlovje. Tako da največ leposlovja smo prodajali in tudi taka knjigarna je bila s takim konceptom. So pa potem prišli časi, ko je v bistvu strani ljudi, ko so prihajali v knjigarne, so vedno več spraševali po tovrstni literaturi. Osebnostna rast in tako, podobno. osebnostna rast. Dejansko se mi zdi, da to nekako prihaja z vsem tem, kar nam današnji sodobni čas prinaša. To je pa ogromno enih izzivov, stresnega življenja, velikih obremenitev. In potem, ko dejansko ugotoviš, da ti noben drug ne bo pomagal, da se lahko zaneseš samo na sebe, potem iščeš to vrstno literaturo, iščeš oddaj, iščeš ljudi, kaj vejo o tem, da si pač pomagaš. Tako da v bistvu vedno sem bila nagnjena tej literaturi, kajti tudi sama sem na tej poti se srečevala s takimi izzivi in moram reči, da so mi knjige vedno ostale ob strani in mi velikokrat pomagale
pomagale prebroditi kakšen proces ali pa kakšen izziv ali pa kakšno travmo, ki se mi je zgodila, da sem zrasla iz tega izziva, ne vem, bolj pametna ali pa, ne vem, z več znanja, z več modrosti, a ne. Tako da je sicer največ seveda leposlovje kot leposlovje zelo pomembno in ga zelo ljubim in mi tudi zdaj mogoče majčkeno manjka, ker sem toliko pač v teh zgodbah, tako zmanjkuje časa, ampak je pa to obvezno branje, ko grem na dopust ali pa kaj takrat si pa res vzamem pa tisti za dušo, ne, da tisti drugi aspekt svoje duše tudi negujem. No, za to osebnostno rast ali pa takrat, ko ste bili na kakšni prelomnici, katera knjiga vam je nekako najbolj pomagala? Mogoče katera izmed teh na mizi ali pa mogoče katera iz založbe Primus ali pa kakšna druga prej? Ja, v bistvu tako moram reči, da vsaka knjiga je pustila nek pečat in v končni fazi tudi, ko pač greš zavestno izbrati to, kar te zanima v tistem trenutku, ima zelo pomembno vlogo v tistem trenutku, ne? Ker takrat v bistvu slišiš glas svoje duše in greš brati tisto, kar te pritegne, ne? In to v bistvu na nek način, čeprav se mogoče tega ne zavedamo, naše notranje bitje komunicira s tem, ne? Tako da ne morem zdaj eno ločiti ven pa reči, tam je zdaj, v tistem obdobju življenja mi je bila pač ena knjiga pomembna, zdaj sem spet v drugih zgodbah, ne, kar ne pomeni, da mi une več ne pomenijo, ker če grem brati kaj za nazaj, vidim, da čisto drugače razumem stvari, čisto drugače doživljam stvari, tudi ne glede na to, za kakšno knjigo gre, ne. Od teh knjig tukaj, ki jih imamo na mizi, pa moram reči, da mi je Osho najbolj blizu, to je avtor knjige Intuicija in pa ustvarjalnost. Kajti ta avtor je v bistvu avtor, ki je resnično živel za čas, ki šele prihaja, ne? In te njegove vizije in uvidi ali pa vpogledi v to dinamiko življenja so bili tako močni, da v bistvu ta njegova dela zdaj šele pridobivajo na moči in se zelo širijo, no. Kako se pa dogovorite za izid to vrstne literature? Največ v bistvu vsi sodelujemo pri tem, ko gre za izbiro literature. Ampak mogoče jaz kot nekdo, ki se najbolj izpostavlja v tem kontekstu, ne, da pol tudi mogoče imamo več pomena ali pa več veljave to, kar povem. Seveda urednica je pa tista, ki pa da zadnjo besedo, ne, in se odloči, ali gremo ali ne gremo, ne. No, kakšen je ustroj same založbe? Direktor je bil doslej Damjan Racman, ne? Tako. Zdaj je pa direktorica njegova žena, Nevena Racman. Potem imamo še 4 zaposlene, tako vsak pokriva eno področje, tako da smo odgovorni sami za svoje področje, se pa vmes zelo... Z vami? Ja, 6 nas je, se pa širimo, tako da nas bo še več. Se tudi selimo in vaše področje je bolj kot ne marketing, prodaja? Tako, PR, stiki z javnosti, dogodki, ne, na tak način. Organizacija tudi kakšnih dogodkov, sejmov in podobno. Koliko knjig pa na leto izide pri vaši založbi? Zdaj, nekatere založbe, tako sem se že malce pogovarjal, da 30 je že kar tista zelo lepa številka. Ja, je, ampak mislim, da mi izdamo še več knjig, ne. Je pomembno za založbo, da ima to neko konstantno produkcijo, ker ko pač ni novih knjig, ne, potem vse skupaj gre dol, ne. In dejansko moraš ves čas v bistvu ponujati nek nov izdelek, ne, ker vmes ljudje, eni so zelo hitri in zelo grejo naprej in že rabijo neko novo znanje. Tako da, če hočeš zadovoljiti svoje ciljne skupine ali pa ljudi, ki berejo tvoje knjige, potem moraš v bistvu vedno biti en korak naprej in povezovati stvari za nazaj z novimi koncepti, z novimi knjigami, tako da pol dejansko je to ena glavnih stvari, ne, da v bistvu ne zastajaš v produkciji, ne. Ste samo založnik, tudi tiskate? Smo tudi, ja, v bistvu smo založba na prvem mestu, smo pa tudi distributer in zelo znana slovenska imena so pri nas v distribuciji, tako kot Milena Miklavčič, ko smo se prej pogovarjala. Tudi že naša gostja, tudi zelo uspešne knjige že odlična, ona je recimo tako en tak... Sploh ta o spolnosti nekoč, ja, Ogenrit in kače niso za igrače. No, ta knjiga recimo čista uspešnica in dokaz, da se tudi v današnjem času lahko zgodi taka res huda naklada, ne vem, 10 ali še več tisoč knjig in tudi prodaja, ne. Ampak je Milena tudi tak človek, da je ni problem kamorkoli iti in govoriti o tem, kar je napisala v knjigi, ne. Sanja Lončar je pri nas, Tadej Pretnar, Marjano Gorevc tudi v bistvu je ravnokar izdal novo knjigo. Tako da v bistvu sodelujemo res z samimi takimi znanimi ljudmi, priznanimi terapeuti, strokovnjaki, ne samo
samo z področja duhovnosti, tudi z področja leposlovja, kajti kot distributer smo v bistvu odprti za ljudi, srčne ljudi, ki dejansko živijo tudi to, kar delajo, ne, in je vse prepleteno in delajo to s srcem. Ne, to nam je zelo pomembno, da smo vsi kompatibilni. Ne. Kakšne so pričakovanja, ko izide neko delo? Dobro, zdaj za Mileno Miklavčič, tudi ko bo naslednja šla, že približno pričakujete, da bo verjetno spet uspešnica ali pa, ne vem, da ne bom komu krivice delal, za kakšnega manj uveljavljenega. Kako se potem odločite, kakšna naklada bo? V bistvu zdaj se je majčkeno spremenila ta zadeva na trgu. Ne. Včasih, recimo, ne vem, 10-15 let nazaj so se delale res ogromne naklade, ne. In je potem tudi drugačna je bila prodaja, ljudje niso bili toliko obremenjeni in so se, ne vem, raje odločali za nakup knjige kot za nakup česarkoli drugega. Ne. Danes je pa v bistvu življenje z nekega aspekta nas enostavno ne dovoli nam, da bi živeli recimo kakšne take srčne stvari ali pa tisto, kar nas res veseli, tako kot branje knjiga. Ne. Mogoče prihaja ta digitalna demenca, ko ni več zbranosti za knjigo, ampak tisto malce po mobitelu, po brskanje na hitro, Facebook, Twitter in za kaj več pa koncentracije ni? Ja, tudi to je del tega, seveda več faktorjev je. Ne? In mogoče je tudi tukaj pomemben ta kontekst izpostavljenosti v smislu, da se pogovarjamo o teh zadevah, koliko je pomembno branje že samo po sebi in pol še vse druge vidike, kar nam branje prenese. Ne? Ravno zato, ker si preprosto ne vzamemo več časa za take stvari, pa so zelo pomembne v kontekstu naše rasti. Ne? Pa tudi to, ne, seveda, vse neki na instant informacije, ne, da čim slišiš hitro, da greš naprej, ne? Veliko obveznosti in tako naprej. Naslov se še prebere, mogoče v vodnik. Tako, in potem se zgodba zaključi. Ampak dejansko vidim, da je ogromno ljudi, ki radi berejo, enostavno pozabijo si čas vzeti ali pa pozabijo, koliko je to pomembno. Ne? In potem, ko so take oddaje, ko so kakšni dogodki, ne? Se potem ta ljubezen spet aktivira, ne? In potem ljudi v bistvu nekako tako stresa, ne? Da pa je pa le pomembno v bistvu dajati prednost stvarem, ki nas v bistvu osrečujejo. Ne? In da ne delamo vedno samo tisto, kar moramo, ne? Ali kar mislimo, da moramo, ne? Ampak da je prav, da si vzamemo čas za branje knjige, za sprehod v naravo, ne? Tako čas zase. Kaj pač to komu pomeni. Kje knjigo prodajate potem? Seveda je treba prodajati to po slovenskih knjižnicah, recimo ti dve, ki sta novi po knjižnicah, naše knjige, ja, v bistvu vse posod, ne? V knjižnicah, v knjigarnah, tudi pri nas, na predstavitvah. V bistvu dejansko iščemo čim več takih kanalov, ker bi lahko prišli v stik z neko skupino ljudi, ki jih recimo ne doseže knjigarna ali pa knjižnica, ne, ki se kje drugje. Ne. Tako da v bistvu smo zelo odprti za razne oblike sodelovanja, kajti naš namen in naše poslanstvo je res, da ljudem pomagamo odpreti oči, ne, da v bistvu sprevidijo to svojo lastno resnico in se potem odločijo za tisto, kar njih veseli. Ne. No, mi smo že marsikatero knjigo iz vaše založbe podarili, vi ste jo nam podarili, mi smo pa potem našim bralcem, ki pridno odgovarjajo na vprašanja. Tudi zdaj v torek v kulturni oddaji bodo imeli možnost odgovoriti na nagradno vprašanje, ki ga lahko že zaupam, kje deluje oziroma ima sedež založba Primus, nekaj sva o tem že povedala, ampak to se na internetu zdaj hitro pobrska. Bi mogoče še katero knjigo izpostavila, ki ste jo prinesli s sabo? Ja, lahko bi recimo mogoče bi zdaj somatiko začela, kajti somatika je, zdaj ravno je bil intervju v reviji Zarja s Severinom Lipovškom, ki je tudi napisal predgovor k slovenski izdaji te knjige. Gre za, v bistvu, knjiga obrazloži somatski vidik doživljanja življenja na način, da vse, kar se nam zgodi v življenju, pravzaprav je telesna izkušnja. Ne? Torej, vsakodnevno dejansko se naše telo, ne, torej, se odziva na vsakdanje obremenitve, stresne situacije in dogodke na način, da aktivira točno določeno skupino mišic. In zavestno v bistvu sprožanje teh mišic, ne, povzroči to zakrčenost, pa togost, bolečine, omejeno gibanje. In to, kar v bistvu ljudje danes povezujejo s tem, da nekje po 30. letu se začnemo starati ali pa kaj, ne? Zato, ker pač, ja, tako pa je, pravijo, jaz pač ne vem o tem, ampak dejansko to staranje povezujejo s tem omejenim gibanjem in s to zakrčenostjo in s tem, kakor da je to normalno. V bistvu pa gre za popolnoma drugačno razumevanje somatskega vidika. Si da pomagati, lahko si pomagamo že zaradi tega, ker
gre, namreč, če mi vsak dan enako reagiramo s telesom, z našimi mišicami na določene probleme, izzive, ne? Torej, če je neka stresna situacija, se pač določena skupina mišic zategne, a ne? Na nekatere pa telo pozabi, ne? Točno tako. In potem telo s časoma pozabi v bistvu se naravno gibati, tako kot se otroci gibajo. Ne? In v bistvu zgodi se ta senzorično-motorična amnezija, ne? Tako je pač poimenovana, somatskega vidika. In dejansko v knjigi Thomas Hanna ponudi pač teh 8 zelo preprostih vaj, ki so podprte tudi z ilustracijami, da v bistvu se telo spomni teh naravnih gibov. Ne? Torej tudi recimo ena od teh zakrčenosti, ki se nam zgodi, je tudi ta nepravilna drža oziroma drža vsakodnevna z računalnikom, ali pa pač ta drža, ki nas prisili, da si skozi v enem položaju in potem ti samo ene mišice delajo. Ne? In potem je normalno, da s časoma začneš čutiti to togost. Ne? In dejansko gre tudi za to, da ljudje spoznajo, kakšna povezava je med umom in telesom. Ne? Da dejansko vse to, kar se nam dogaja, ne, občutimo na telesni ravni in kako odgovorni v bistvu moramo biti, ko gre za skrb zase. Ne. Z vidika prehrane, gibanja kot nujno zadevo, ne, in pač vsega ostalega. Ne. In če se malce pošalim, tudi ko vzamemo knjigo v roke, ni dobro biti vedno na hrbtu, pa brati, včasih je dobro sede, brati, mogoče tudi hoditi, pa brati, ne? Torej, da ne samo možgane, je treba tudi telo razgibati med branjem. Absolutno. Se v bistvu knjiga nam pri tem, recimo v tem primeru, ravno pomaga na ta način, da nas spomni v bistvu, kako pomembno je tudi gibanje in kjeri so tisti gibi, recimo, če nekdo pač, ne vem, si ne more vzeti ne vem koliko časa, ne vem, par minutk na dan, recimo, če si vzameš, pa samo toliko, da v bistvu budiš ta spomin mišic, kako je bilo prej, ne? Preden smo se, ne vem, 10 let potem v eni in isti drži sedeli, ne? Potem je že to velik korak, ne? Da Torej, na poti božjega počutja, ker to je cilj. Še? Katero knjigo bova izpostavila? Potem Močno me objemi je tudi knjiga, ki je zdaj išla pred kratkim. Je pa avtorica dr. Sue Johnson, je pa klinična psihologinja, torej tukaj recimo imamo pa psihologijo in osebno rast, ni toliko duhovnosti, a ne, se tudi somatika je v bistvu čist na drugačen način zastavljena, ampak Močno me objemi je pa dejansko gre za eden najbolj uspešnih pristopov v partnerski terapiji, a ne. Namreč gre za v čustva usmerjeno terapijo ali pa emotional focused couple therapy. Dr. Sue Johnson kot klinična psihologinja, ki dolga leta v bistvu tudi je raziskovalka in predavateljica na univerzi v Kanadi in je bila tudi lani dobitnica naziva družinska psihologinja leta 2016 pri Ameriški asociaciji psihologov, je v bistvu svojimi sodelavci v 30 letih raziskovanja dokazala, da ta potreba po čustveni povezanosti s partnerjem ali pa s komorkoli se ne ustavi tam nekje pri 12 letih, torej ko pač nekje pol že začnemo odraščati, ampak da traja v bistvu vse življenje. Ja, traja vse življenje. Tako da recimo tako, kakor partnerji danes recimo zelo hiter, ne vem, ko se nahajajo v nekih negativnih vedenjskih vzorcih ali pa nekih kroničnih konfliktih, ki jih imajo, se zelo hiter zapletajo v te neke negativne reakcije, negativno vedenje, ampak za vsemi temi negativnimi vedenji pravzaprav so tista primarna čustva, kot so razni strahovi. In knjiga nas v bistvu usmerja v to, knjiga nam daje pravzaprav orodje, kako se povezati s svojimi primarnimi čustvi, ker to, kar mi dajemo ven iz sebe, ta naš odziv je sekundarnega pomena, je v bistvu kritiziranje, za tem kritiziranjem ali pa je nekaj drugega, je bolj strah, da ne vem, nisem dovolj dobra, da ne znam nikoli ničesar narediti dovolj dobro za mojega partnera in kakorkoli. In ponovadi se to dogaja tako, da en partner v bistvu pritiska na enega, zaradi potrebe po več bližine, ta drugi se pa odmika. In potem pride do teh konfliktnih situacij, do tega vražjega plesa. In če pa v bistvu se zavemo v tem momentu tega konflikta, zakaj gre, da smo se že ujeli v to zanko, potem imamo možnost v bistvu razgaliti svoja čustva, ker za to gre, odpreti svoja ranljiva čustva in tudi v bistvu slišati partnerja, torej ko kaj kritizira ali pa kakorkoli, da v bistvu je nekaj drugega, kar on potrebuje in včasih je dovolj, da ga objamemo ali pa primemo za roko,
pa že v bistvu gremo čez tisti ključni moment. Torej, knjiga nam daje orodja, kako v bistvu delovati iz teh primarnih čustev, kako slišati partnerja, kako se odzvati, da bi v bistvu vzpostavili to neko pozitivno dinamiko med partnerjema, kjer se pa lahko razvije resnično prava ljubezen, pravo partnerstvo, prijateljstvo. Tako. In ko že govoriva tudi o harmoniji, poznam kar nekaj teh, ki res že dolgo živijo skupaj, partnerji v harmoniji, in ne vem, koliko se čudno sliši, meni se zdi, da sta si oba že skoraj da tudi telesno podobna. Ja, to je tudi možno. Ja. Seveda prevzemata eno od drugega, in seveda, če so to pozitivne vibracije. Ja, seveda. Govorimo o pozitivnih, ja. Tako. Še kaj bova predstavila? Mogoče tudi v tem kontekstu partnerskih odnosov in ljubezni je tudi recimo tale knjiga Sorodne duše en nov izziv ali pa nov pristop k temu, v bistvu, kako se ljudje povezujemo danes, kako pridobimo partnerja. Namreč gre za popolnoma drugačno razumevanje ljubezni ali pa partnerskega odnosa na način, da avtorica govori o tem, da ponavadi, oziroma včasih je bilo dovolj, ne vem, da nas je nekdo pritegnil fizično, pa smo že začutili in smo mislili, to je pa za celo življenje, se bom poročil in bom srečan. Tukaj nas dejansko avtorica uči, kako prepoznavati sorodno dušo z nivoja srca, ne z našimi očmi, torej to, kar mi vidimo, pa nam je všeč, ker v tem kontekstu potem gre za, kakor avtorica opredeli, za pač energijsko, tako telesno hranjenje, ki se zgodi pri spolnem aktu, ampak potem v bistvu se lakota spet pojavi. Torej, te neke globlje izpolnitve ne doživimo. In s tem v bistvu ni nič narobe. Samo dovolj je že to, da znamo, da smo dovolj iskreni sami sabo in da si priznamo, za kakšno vrsto energije gre, ko se pač srečamo z nekom, kar nam je všeč. Ali gre za, ne vem, potrebo, ki prihaja iz našega spodnjega dela trebuha, ali gre pa iz srca. In ona to zelo dobro tudi ko opiše, da vsak človek v bistvu tako v srcu nosi eno lučko in bolj v bistvu se prečiščujemo, v smislu, da dvigujemo svojo zavest, bolj smo čisti, bolj sebe ljubimo, bolj ljubimo druge, ta lučka čedalje bolj močno sveti in dvigujemo vibracijo. In potem v tem polju, potem imamo možnost srečati nekoga, kar ravno tako dela na sebi in je že šel čez ene take niže vibracije, da se potem lahko te dve lučki srečata in se prepoznata in potem uskladita in razvijeta ljubezen. Torej, gre tudi za to, da sta povezana partnera, da si dajeta svobodo, da ljubezen ni zapor, da v bistvu, da nam je odnos v bistvu le nadgradnja nas samih, ne pa nekaj, kar moramo v bistvu nadzorovati ali pa kontrolirati. Torej, tukaj ni mesta za ljubosumje, ni sploh tega. Recimo, tak zelo preprost primer je, ko dobiš otroka. Otroka preprosto brezpogojno ljubiš in lahko se joče cele dneve in noči, tvoja ljubezen do otroka ne bo zginila. Mogoče boš v enem momentu izčrpan ali kaj, ampak ljubezen ostane. In tudi v tem duhovnem partnerstvu gre za to, da v bistvu človeka zaznavaš na nivoju srca, da ga ne obsojaš zato, ker pač počne nekaj, kar tebi ni všeč. Če kaj slabo skuha, ne? Recimo, no. Tam, kjer ženske kuhajo, ne? Ja. Še kar? Ja. Nekje pa je, da že kuhajo. Da še, ne? No, vem, da smo mi podarili tudi nekaj knjig, ne vem, mogoče bom narobe dejal, Tolteška umetnost, sem prav povedal. Življenja, Don Miguela Ruiza. Ja, in vem, da saj enega v Zagorju je ta knjiga zelo navdušila. Jaz moram priznati, sem se prebijal skozi njo. Mogoče mi ta literatura ni toliko blizu, sem jo prebral, ampak mogoče niti ne razumem dovolj dobro. Je malce težja literatura to, ne? Ja, mogoče zdaj za to Tolteška umetnost življenja je v bistvu, gre za autobiografijo avtorja v enem takem zelo kritičnem momentu, ko je pač doživel srčni infarkt in potem je pač odpotoval v en tak svet, v sanjski svet, in se potem zgodba odvija ravno v tem sanjskem svetu, ker on
avtor pripada v bistvu tej zelo močni tolteški veji, a ne, šamanov in raznih vračev, a ne, takih dobrih. In v bistvu se dogajajo stvari, ki so res na meji razuma, a ne, v smislu, da njegova Za nas mama... realiste mogoče, ne? Mogoče je to težko sprejeti, ampak dejansko se pa dogajalo to, da je mama njegova v stanju meditacije šla v njegove sanje ga reševati in se vse dogajalo na energijski ravni in potem je on prišel nazaj, ker ga je mama pač prepričala, da ni izpolnil svojega poslanstva do konca in s tem, ko se on zdaj kar odločil odideti, ne bo niti ona mogla uresničiti svojega poslanstva. Tako da mogoče lahko bi tudi, recimo, ne vem, če bi mogoče razum naš sprejel to kot branje nečesa kot branje leposlovja, bi bilo drugačne. Če pa bereš to kot nek preročnik ali pa kot nekaj, da to dejansko obstoja, ne, se pa potem ali pa razum upre se čist, ne, to ne more biti res. Ne. Meni se je malo. Ampak ti zelo priporočam 4 dogovore, recimo, ne. Ja. To je pa njegova uspešnica, Tako, svetovno znana uspešnica in ta knjiga je pa zelo preprosto napisana in v bistvu izpostavi samo te osnovne stvari, ker če bi se tega ljudje v življenju držali, bi bilo veliko lepše, veliko bolj polno in sočno življenje. No. Bi bili vsi med sabo sorodne duše. Ja, tako, vse to bomo, vse smo in se bomo prej ali slej vsi držali za roke. No, prej ste omenili že, da zdaj v zadnjem času, v zadnjem letu tudi natisnete kakšen roman slovenskega avtorja in Slavko Skarlovnik je napisal o človeku, ki ni imel krompirja. Jaz ga imam, ne? Igor sem, to je bil včasih krompir, ne vem, če je še. Aha, okej. Super. Moram prebrati, tega gospoda bomo verjetno tudi pustili. Je veliko teh, ki vam pošiljajo? Je treba veliko preurediti še potem, kaj je že kar dokončano? Moram reči, da je zelo odvisno od avtorja do avtorja, ampak to, kar je najbolj pomembno, je to, da ljudje, ki pridejo v stik z nami, so res ljudje, ki znajo, ki imajo smisel za pisanje in so ljudje, ki si dovolijo, da jih ta ustvarjalna sila dejansko prevzame, da napišejo in zlijejo pač na papir tisto, kar je presežek življenja samega. In to potem bralec začuti skozi zgodbo samo in ravno Slavko Skarlovnik je pa eden od naših najbolj plodnih avtorjev. Moram reči, da v tem enem letu, odkar imamo ta projekt Avtori, vsak avtor se pojavi z eno knjigo, ne? Slavko Skarlovnik jih pa zelo piše, tako da se mi zdi, da je v enem zelo ustvarjalnem obdobju. No? Ja, zdaj je išla še 1, 3 so že, ne? Zdaj pa še njuni 4 možje in zelo rad se druži, zelo rad tudi pove o svojih knjigah, a ne? Tako da mislim, da bo zelo vesel vašega vabila. Se razgali tudi v knjigah? Tudi, ja. Se vedno gre za neko razgaljanje duše, ne? Odvisno pač na kaj ljudje reagiramo, ko to beremo. Kdaj se boste pa vi razgalili v kakšni knjigi? Prej ste mi omenili, da razmišljate o tem. Ja, v bistvu tako moram reči, da niti ni toliko razmišljanje, kakor bolj nek notranji impuls ali pa klic k temu, da dam na papir tudi nekaj svojega. Mogoče bom na ta način tudi najlažje predstavila svojo zgodbo v povezanosti s knjigami in kaj knjige sploh pomenijo v življenju, a ne, za mene. Ampak ne vem še točno kaj, ne. No, zdaj smo zvedeli, romane berete na dopustu, ne? Tako. Leposlovje. Kdaj pa sicer bolj v teh nočnih urah? Zelo odvisno. Pa je toliko enih motečih faktorjev, kakšna fajna nadaljevanka, ki ne. Moram reči, da televizijo sploh ne spremljam. Razen tako, če je kdaj kakšna stvar, ki si jo res želim poslušati, potem zavestno gledati točno to in potem nič več. Kajti mislim, da neko nepotrebno filanje z informacijami, ki mi ne koristi v življenju, me samo obremeni, ne? To je pač moja izkušnja. Sploh tiste povezane s politiko. S kakšnimi stresnimi situacijami, vse to, kar nam večinoma mediji dajo skozi, ker od zadje pa vedno nek strah. In se mi zdi, da je pa življenje res prekratko, da bi živela v strahu in da bi se obremenjevala s stvarmi, ki direktno ne vplivajo na moje življenje. Sem bolj mnenja, da imaš življenje v svojih rokah in da se lahko odločaš, kaj boš gledal, kaj boš poslušal, s kom se boš družil, kaj boš bral, kako boš bral. To je naša odločitev. In tukaj imam vpliv in zato se bolj temu posvečam, kar ne pomeni, da sem čist izključila pač vse te medije, absolutno ne. Ampak se pravim, se mi zdi, da v tem kontekstu branje ima čist poseben pomen, ker takrat, ko vzameš knjigo v roke, takrat si s celim svojim bitjem knjigo ali tablico? Knjigo.
še ena, ki prisega na vonj. Ja, točno, na vonj, na občutek, na ta dotika. Moram reči, da sem pa že videla te tablice, ne vem, kaj so sploh te še izrazi, ko to tako hitro gre naprej. In v bistvu tako, kar mi je recimo bilo zanimivo, to ta ekran, da ni toliko naporno za brata, da dejansko bi lahko kaj prebral. In razumem, da ljudje, ki so pač bolj v koraku s tehnologijo, da prisežejo na tak način branja. Jaz sem še zmeri mogoče tukaj bolj staromodna in staromodna. Pač konzervativna, recimo. Tako, jaz imam rada knjigo, ker pač ne vem, tudi rada vzamem, mogoče to nekomu smešno, ampak meni ni problem še eno torbo dodatno vzeti za dopusta, v kateri bo knjige, kakor da imam vse na eni tablici. Pa doma v policiji, je, daj malce pobožanje. Tako. Drugače, tako čas branja je pa pri meni doma totalno nepomemben, ker sem se vse teh letih naučila tudi to, da kadar imam to potrebo, da berem ali pa karkoli počnem, lahko izklopam vse drugo in lahko, ne vem, otroci razgrajajo, ne vem kaj, jaz bom, ne vem, tistih 5 minut, ko bom začutila potrebo in signal, da nekaj preberem in ko bom odprla in začela brati, sem jaz čisto noter. Ali pa, ne vem, zadnjič smo bili na enem izletu, enih toplicah, je bil res živ žal. Sem bila sposobna v tistem momentu izklopati vse zvoke in se osredotočiti samo na ptiče. Včasih še pomirjajoče, Tako. Da je tam živ žal, ti pa zatopljen v knjigo. Ja, pa si vzamete že pravico. Jaz si od začetka nisem, sem mislil, da moram vedno vsako knjigo do konca prebrati. Zdaj pa, če me tja do četrtine ne pritegne, rečem, več sreče prihodnjič. Ja, se to je tudi v bistvu prav, ker zakaj bi te gnala potreba, da moraš nekaj prebrati, če začutiš, da se ne odvija v tisti smeri, ker si mogoče tako pričakoval ali pa kaj. Tako da, ja, to je zelo tako. Ampak zdelo se mi je to, da delam krivico knjigi, ampak ne, se glih to je recimo fora, ni sploh nobenih omejitev. Jaz recimo imam obdobja, ko berem po 5-6 knjig, ne vem, naenkrat. Zato, ker prav čutam, res, ker že poznam tudi toliko avtorjev, kaj mi bo kater dal in ko se srečam v življenju z neko situacijo, ki raba malo podpore, ki jo zelo rada dobim iz knjige, potem točno vem, po kakšni literaturi poseči. Je kaj zmede potem, če 5-6 knjig na polici? Ne, to so svetovi, ki se sočasno dogajajo v različnih dimenzijah in ni problem. Tako da, ja. Naj bo teh dimenzij bralnih še veliko, naj še veliko knjig izide. Mi smo tudi tega veseli, ker potem tudi mi dobimo kakšno knjigo, da jo lahko podarimo. Ni lepšega, kot nekomu podariti knjigo. Ja, res je. In tudi lepo je prijeti za kakšen rojstni dan, god. Tako, lepo je reševati knjige. Jaz sem že imela akcije reševanja knjig, da se jih ne završe, pa sem, ne vem, zbirala knjige. Edina težava je, ko počasi polic zmanjka doma v stanovanju. Ja, ampak tako, sej se pa naredi kakšna polica več ali pa se zamenja, se naredi kakšno izmenjavo. Jaz recimo tako imam pač en kar velik kotiček namenjen knjigam in se pač polica seveda širi in dopolnjuje, se že tako malo maje, ampak pol pride nek moment, ko pač pride neka oseba in reče, kako dobro pa pač podarim, ker se naredi prostor pol novi knjigi. Jaz sem pa malo sebičen pri teh zadevah. Rad podarim knjigo, ki jo še nisem sam prebral, ko jo imam pa enkrat doma. Ja, jo hočeš imeti doma, saj jaz sem tudi taka. Smo malo sebični bralci, ne? Ja, to priznam, ker kakšne knjige pa res hočem imeti doma. Jo pa potem takšno, ki je meni všeč, podarim komu drugam, ampak ne tisto mojo. Ja, tako, eno drugo, ker nismo toliko navezani, ne? Ja, isto, ampak ne mojo. Aha, ok. Isti naslov, ne? Samo grem v knjigarno pa kupim. Lepo. Hvala za obisk v studio. Jaz upam, da sva založbo Primus pa Dela našim gledalcem predstavila. Lahko vas naročijo, knjige naročijo tudi preko spleta. Tako, www.primus.si je naslov naše spletne strani. Smo tudi na Facebooku zelo aktivni, tako da pa tudi v bistvu ta naša sodelovanja so zelo prisotna, tako da se nas da videti, dobiti, kontaktirati, kakorkoli. Tudi preko televizij, ki jo vi radi ne gledate. Vi nas pa kar gledate. Hvala vam za pozornost in srečno. ETI je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanjske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike.
Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja ETI je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti.